pišete pa o tem, da je na prelomu iz 80-ih v 90-ta leta so bile sprejete nekatere politične odločitve, ki so pravzaprav tedaj obstoječim tiskanim medijem predvsem zagotovile en prevladujoč vpliv in praktično onemogočilo vzpon novih. In ne, da bi zdaj preveč šli v te podrobnosti, je pa izjemnega pomena za vse dogajanje tudi danes pravzaprav privatizacija medijev. O tem se je takrat odločalo, to precej neposredno problematizirata in nekje celo omenjata, da so današnje razprave o vplivu politike in države na delovanje medijev po vsebini podobne razpravam na začetku 90-ih let, ko je tedanja politična elita odločala o transformaciji medijskega sistema, zlasti o privatizaciji. To se mi zdi zanimivo, mogoče, da govorite o tej podobnosti teh razprav. Bi pa prosila, da v kratkem pravzaprav opišete, kako je potekala ta privatizacija in zakaj je tako problematična, kaj je najbolj problematično v tem procesu. Tisto, kar je zanimivo, da sva v bistvu šla tudi v arhive pogledati, ker zmeraj se zmotno predpostavlja, da obstaja nekakšna točka nič in da je to recimo leto 90, 91, 92. In potem, ko smo v arhivih prebirali to gradivo, smo v bistvu ugotovili, da je nekje sredi 80 oziroma konec 80-ih let so v bistvu bili postavljeni vsi nastavki za politiko, ki se je začela izvajati šele v 90-ih letih. Da so v bistvu nastavljeni nekakšni mehanizmi za oblikovanje paralelnega medijskega sistema, glede na to, kaj se bo dogajalo v politiki. Potem ta nesrečna odločitev za tako privatizacijo, ki je mogoče nekomu prinesla veliko, nekomu malo manj, ampak privatizacija je na nek način vplivala na to, da je država prišla v medije in to paradoksalno z idejo, da jih ne bi podržavila. Kar pomeni, ta oblika privatizacije je bila nekakšna ideja, da bi se preprečilo to, da država dobi veliko lastništva v svoje roke. In je veliki del tega medijskega lastništva v bistvu pristal v rokah novinarjev iz tistega časa, ki so imeli to srečo, za razliko današnjih novinarjev, ki te možnosti nimajo več. Ampak takratni novinarji so dobili ogromno medijsko lastništvo v svoje roke, ki so pač, kot vsi ostali, kot so delali s tem lastništvom, so to zadevo prodali. Država pa vse skozi zelo pazljivo varovala svoje lastniške deleže in jih prodajala samo takrat, ko je to bilo nujno potrebno z drugih interesov. Ker konec koncev nikoli ni bilo jasno javno, zakaj so se prav v tistem času mediji prodajali in zakaj prav tem lastnikom, kakšna je bila cena, ki so jo dobili posamezniki za te deleže. In odločitev za tako privatizacijo, ki je lahko mogoče v osnovi bila dobra, je pripeljala do tega, da je privatizacija potekala netransparentno, da je država dobila izjemno močne mehanizme za vpliv v medije in vse to pa je sledila tudi taka neurejena situacija tudi na področju zakonodaje. Ne pozabiti, da je prvi zakon, ki je dejansko reguliral medije, bil sprejet šele leta 1994, praktično v času, ko je vse bilo odločeno, ko so vsi ključni igralci že se izoblikovali in je zakon postfestno, kot vsak zakon, ki je temu sledil, v bistvu sam na nek način reguliral oziroma legitimiziral to, kar se je zgodilo mimo zakona javne razprave in tako naprej. O tem pogledu bo še govor, ko bomo govorili o frekvencah in radiodifuznih medijih in v bistvu sem na tistem mestu mislila vprašati, lahko pa tudi zdaj zdi se, kot da so zakonodajalci na medijskem področju pravzaprav vedno en korak zadaj. Naredijo zakon zato, da legitimirajo že obstoječe stanje, pravzaprav stvari, ki so se do takrat že zgodile. Je to naključje, ali je to pravzaprav del tega poskusa zagotavljanja vpliva države, ne vem, pravzaprav. Je to naključje ali načrt? Mi živimo v družbi, v kateri so vsi obsedeni z različnimi teorijami zarote. Jaz ne verjamem v to. Jaz mislim, da je to samo bila na nek način nesposobnost, da bi se dejansko upravila nekakšna javna razprava, v kateri bi bil sprejet konsens, kakšna naj bi bila vizija razvoja slovenskega medijskega prostora. In brez te vizije, in žal ta vizija šele zdaj v tem času dobiva nekakšne prve nastavke za mogočo bodočo politiko na področju radiodifuzije, nikoli ni bila sprejeta. Ampak to, da se je država odločila, da ne bo imela
urejeno politiko na tem področju, to je tudi odločitev, to je tudi oblika regulacije. Sicer najhujša, ampak posledice tega se čutijo še danes.